Spoštovani predsednik, spoštovani minister, evropska poslanka, predsedniki odborov občinskih, predvsem pa seveda spoštovane članice in člani Slovenske demokratske stranke. Zdaj, seveda sem vesel tega aplavza, ki ste mi ga namenili, ampak upam, da bomo nekoč živeli v državi, ko policijski minister ne bo najbolj popularen. Zdaj, nadaljeval bom tam, kjer je naša bodočnost, torej naši mladi, začel. In se bom spomnil obdobja ali pa dnevov, ki jih v teh dneh nekako obeležujemo. To pa je 6. obletnica in kmalu zatem tudi obletnica delovanja portala Nova24 in pa Nove. Spomnim se tistih 6 oziroma celo več let nazaj in pač tudi tukaj je potrebno odkrito povedati, da je med nami bil vizionar, torej naš predsednik stranke, ki je takrat v enem ozkem krogu rekel, poglejte, mi lahko še tako dobre stvari delamo, ali pa še tako dobre stvari, ki jih bomo delali na konč, če te ne bodo prišle do ljudi, to ne bo vredno nič. Če ljudje ne bodo vedeli, kaj dejansko počnemo, kaj vse smo za narod naredili, se to izgubi in ostane le tisto, kar govorijo mainstream mediji. In moram reči, da je ravno tista njegova, morda v ozkih krogih, da je rečemo, ta naš predsednik je pa res tišinast, on kar ne odstopi, pa kar tiši, da je bila ta njegova tišinost še kako pomembna. Verjamem, da je med nami tudi mnogo tistih, ki ste takrat pri tem začetku projekta sodelovali in poglejte, če tega projekta ne bi bilo, bi danes v Sloveniji bilo drugače. Seveda, doseg teh medijev še ni tak, kot bi se želeli, ampak vendar nihče več ne more mižati pred tem, kaj pove Boris Tomašič, ko predstavlja oddajo Kdo vam laže. Tam lahko vidite, kako so stvari pravzaprav neuravnotežene. Tam lahko srečujemo ali pa spremljamo intervjuje z tistim delom Slovencev, ki nikoli ne pridejo v mainstream medije in počasi verjamem, tudi sam sem prepričan, da je ravno ta začetek prispeval k temu, da je danes vsaj malce bolj tudi ta medijski prostor uravnotežen. Ko sem prihajal sem srečal tukaj eno gospo, če se ne motim, tukaj nekje sedi, in sem jo vprašal, kaj počne. In je povedala, da ima tukaj kmetijo, da vzgaja otroke, da ob tem dela še v svojem popoldanskem podjetju in tako naprej. In spomnil sem se na to, da pravzaprav je večina Slovencev takih. Večina Slovencev vas je takih. Večina Slovencev nima časa afne guncati v petkih popoldne, kot je nekoč rekel eden od poslancev v slovenskem parlamentu. In lejte, to afno guncanje se je začelo pravzaprav že preden smo sestavili našo vlado. Preden smo sestavili našo vlado, so protestirali proti temu, da, kar je normalno v vseh evropskih državah, vlado sestavi zmagovalec volitev. Janez Janša je bil zmagovalec volitev in prav je, da vlado sestavlja Janez Janša. Potem je pa to afno guncanje počasi ušlo iz rok, izvajati. Ne smemo pozabiti, da je bil načrt ali pa plan pravzaprav povsem enako, kot je bil plan leta 2012. Takrat so začeli tudi z nekimi lutkami, obešali so figure župana Kanglerja, ko se stvar ni premaknila, so v roke vzeli granitne kocke, zažgali del tistih mest pred mariborsko občino in če boste danes pogledali posnetke, boste lahko tam v prvih vrstah tistega nasilja, ki je rezultiral to, da je župan odstopil in da so kasneje znotraj naše koalicije, tiste koalicije, prišli na dan tudi tisti zvitorepci, jaz njim pravim, ki so odrekli podporo Janezu Janši. Tam v prvih vrstah boste lahko videli človeka, ki je bil še nedavno v stranki Levica, torej gospod Trček je tam v prvih vrstah, ki skoraj da meče kamne, danes je pa to predstavnik stranke SD. Torej, ko vas kdo prepričuje, da je ena stranka bolj skrajna od druge, ne verjemite. To je pravzaprav isti kovanec, samo dve plati istega kovanca.
In potem je stvar eskalirala tako daleč, da so tudi v Ljubljani, torej v letošnjem letu, želeli ponoviti scenarij iz Maribora. Tudi letos ste lahko videli, kako so začeli metati kamne, kako so poskušali vdreti v parlament. Imajo pa težavo, ne? Imajo pa težavo, ker zdaj se več ne morejo zmeniti, kdaj pravzaprav so tisti, ki nenasilno protestirajo. A je to petek zdaj, ali je sreda, ali je torek. Ker naenkrat je pravzaprav vsak dan ali pa vsak drugi dan v Ljubljani paraliziran. In veste, ko vam mainstream mediji govorijo, da so to nenasilni protesti, zgolj upravičujejo sami sebe. Zgolj upravičujejo to, ker so leto in pol kurili. Leto in pol so govorili, da ni tukaj nobene politične konotacije, da ni nasilja, da je to vse mirno in tako naprej. In potem, ko policija odreagira tako, kot more, ste pa lahko v zadnjih tednih, in verjamem, da boste še slišali o tem, kako je policija odreagirala neprimerno, kako je prekoračila pooblastila in tako naprej. Oprostite, končno je policija naredila to, kar večina Slovencev pričakuje. Večina Slovencev pričakuje v tej državi red. Večina Slovencev v tej državi pričakuje red in policija je zgolj del sistema, ki je ne glede na to, kdo je na oblasti, skrbi za to, da lahko ljudje varno hodimo iz službe v službo, da skrbi za naše življenje, za naša premoženja in še bi lahko našteval. In za primerjavo, poglejte, tudi mi smo organizirali zborovanja. Tudi mi, ko smo bili v opoziciji, smo želeli naše vizije, naše stališča predstavljati tako, da so javno prezentirana. V vseh teh letih slovenska desnica nikoli na javnih zborovanjih, na protestih, takrat, ko smo se borili za to, da je bil naš predsednik izpuščen iz nezakonitega zapora, niti enkrat nismo posegli po nasilju. Niti enkrat. In to je vrednost tega, kar zastopamo na desni strani. To je vrednost tega, da znamo biti kulturni, da vemo, kje so naše vrednote in da vemo, da se oblast spreminja v parlamentu in na volitvah. Nikjer druge, zgolj tam. In pred nami je kar zahteven čas. Pred nami je čas, ko se bo po moji oceni, saj tako izgleda, ta medijski pritisk, verjamem, da tudi ljubljanske ulice, še kar naprej in naprej spreminjale v neko histerijo, v neko željo potem, da vlada odstopi, da nehamo z našim delom, da ne vem kaj, da se ta fašizem ustavi in podobno. Eno nesporno dejstvo je, ki ga morda premalokrat izpostavljamo. Veste, vse te rdeče zvezde, pa kljukasti križi, pa ne vem kaj še vse, niso prezentirane ali pa niso v javnost vržene zaradi ideologije same. Niso. Tudi vsi tisti, ki morda z rdečo zvezdo vihtijo, so mnogokrat zavedeni. Gre zgolj in samo za to, kako bi se tisti, ki so leta bili pri koritih in leta črpali državni denar, ta denar črpali vnaprej in da ta denar ne bi bil porabljen tako, kot je povedal minister Černač. Torej, mi pa smo tukaj zato, ne glede na ideologijo, ne glede na to, ali je kdo desen ali je kdo lev, ali je kdo za partizane, ali je morda kdo za kaj drugega, mi smo tukaj za našo prihodnost. Zato, da naredimo Slovenijo boljšo, da naredimo Slovenijo bolj pluralno, predvsem pa, da naredimo Slovenijo tako, ker bo večina nas živela tako, kot živijo tamle gor na severni strani naše meje. Torej, da bomo živeli bolje. In naj zaključim z dvema zahvalama. Najprej seveda zahvali naši evropski poslanki. To, kar je povedala, je seveda le del zgodbe. Romana nas je že pred meseci opozarjala, da je ta misija tukaj past, da je ta misija lahko na nek način nov kanček v mozaiku tega,
da bodo mesece in mesece nabijali, kako živimo v napačni ali pa v nepravi državi. Zato Romana iskrena hvala, ker smo tudi s tvojo pomočjo oziroma s tvojim opozarjanjem tem ljudem, ki so tja prišli, prezentirali pravo sliko slovenstva. Po drugi strani pa naj se osredotočim na tisti del, ki je tudi v njihovih zaključkih. Povedali so tako nekako, da je naša komunikacija neprimerna ali nekaj podobnega. Zdaj moram reči, da sem se tudi sam malo prepoznal v tem, češ da komuniciram neprimerno. Poglejte, moje stališče je zmeraj bilo in zmeraj bo tako, da je neposredna, jasna beseda največ, kar lahko drug drugemu povemo. In nihče me ne bo prepričal in to bo vedno moje stališče. Nisem ga javnokrat velikokrat povedal, ampak danes ga pa bom. Torej, resnica ni politično korektna. In ne želimo živeti v državi, ker bomo govorili o politični korektnosti, ne bomo pa govorili o resnici. Zato bomo seveda tudi s tem, kar je naš predsednik objavil včeraj, mimogrede, pravzaprav ne spomnim se trenutka v naši novejši zgodovini, ko je predsednik najprej z enim tweetom povedal, kam ti ljudje spadajo, potem pa se je usul gromozanski plas, kako predsednik slabo komunicira, v naslednjem tweetu pa je objavil njihovo publikacijo, torej publikacijo Open Society, kjer so pravzaprav vsi tisti našteti, ki so del Sorosove mreže. Zato seveda predsednik še enkrat hvala tudi tebi za resnico in ne za politično korektnost. Torej, vsem skupaj naj tudi jaz želim prijetno druženje danes tukaj in seveda druga zahvala gre pa našemu generalnemu sekretarju. Mislim, da je to danes ena od, če se ne motim, zadnja od teh naših rednih srečanj. Torej, naš generalni sekretar je vse ta srečanja, pa seveda njegovi ljudje, od gospoda Vozla in tako naprej, organiziral. Mislim, da je bilo pravzaprav posod izjemno dobro organizirano, razen tukaj na koncu, Borut, si pa mečken zamočil, ne? Šotor je premajhen. Srečno!